Dolimita. Lepo pozdravljeni, znova slovenske solze v dolini Fjeme, a sinoči le solze veselja in sreče. Nika Vodan, Anžela Nišek ter Nika in Domen Prevc so skočili na Olimp, Slovenija pa je ubranila zlato medaljo v mešani ekipni preizkušnji. V predacu je Miha Trošt. Živijo, Miha. Živijo. Preizkušnja v alpskem smučanju, danes bo v Bormiju moški superveleslalom, pa spremlja Nina Smole. Hej, Nina. Živijo. Moje ime je Luka Petrič. Zimske olimpijske igre. Robert Hrgota čaka, zelena luč se je prižgala, 88,5 potrebuje Domen za zmago, za zlato kolajno. Domen je v zraku, leti, še Domen! Je! Zlata medalja! Priklon Domna Prevca! Imamo jo! Bravo naši orli in orlice! Ja, tako je bilo na koncu tekme. Razplet sploh ni bil tesen, slovenska prednost je rasla iz skoka v skok, na koncu Miha pa skoraj 30 točk prednosti pred ostalimi, ne? Ja, fantastično, res so bili vsi štirje fantastični v vseh skokih in pokazali, da so najboljši, da si zaslužijo zlato olimpijsko medaljo. Kot si že omenil, te solze sreče so bile zlate solze sreče, kar vsi so bili malce solzni, ko smo se pogovarjali z njimi v območju za intervjuje in jasno vsi jim to privoščimo, to so si zaslužili. Obilo pritiska je bilo čutiti v zadnjih dneh v slovenski vrsti, kar smo lahko slišali tudi v pogovorih z reprezentanti v zadnjih dneh. Po odlični sezoni je javnost veliko pričakovala. Je bilo po tekmi čutiti več veselja, a več olajšanja? Rekel bi, da pol. Po eni strani je bilo čutiti precej olajšanja, recimo sploh pri Anžetu Lanišku, tudi pri Niki Vodan. Oba sta bila kar malce razočarana po uvodnih posamičnih preizkušnjah, pa jasno tudi Nika Prevc, ki si je tako močno želela tisto zlato medaljo na srednji skakalnici na posamični tekmi. Domen Prevc pa je bil, tako kot smo ga vajeni, vselej nasmejan, tudi po tisti prejšnji posamični tekmi, tako tudi na mešani ekipni preizkušnji. In ob olajšanju jasno tudi veliko veselja. Tam sem opazoval našo ekipo, ko so čakali na razglasitev rezultatov, objemali so se, veselili, rajali, pa ne le oni, ampak tudi praktično vsi navijači, ki so prispeli v dolino Fjeme, v predaco. Res ogromno se jih je zbralo in vse skupaj je bila ena fantastična kulisa. Ja, veselo je bilo ob doskočišču, kjer se je zdelo, da je bilo veliko, morda največ slovenskih zastav med vse. Lahko samo rečem, kapo dol našim skakalkam. Za koga? Za Slovenijo! Noro in nepozabno, wow in še enkrat wow. Jaz bi rad najprej čestitil naši ekipi, fantom in puncam, res so dobro poskakali. Vsi so si zaslužili tole medaljo. Tako da ja, no res super, sem vesel za njih. Ja, vzdušje je bilo res fenomenalno. Mogoče olimpijskih iger še nismo uspeli pripeljati v Slovenijo, ampak tukaj nas je bilo praktično več kot pol Slovencev in verjamem, da smo bili zelo dober peti skakalec za našo slovensko ekipo danes. V dolini Fjeme se še nikoli smo imeli to klušten. Skakalci, skakalke so pripravili najboljšo kuliso, kar je možno. Jaz sem pričakoval bron, ampak so me pa preglasili. Fantje, kako ste navijali danes, lahko malce pokažete? Kdor ne skače, ni Slovenc! Hej! Ja, težko je opisati te občutke. Res ogromno slovenskih zastav, nekako sem si najbolj zapomnil tisto skupino navijačev. Vsi so bili v belih majicah in bilo jih je toliko, da je imel vsak eno črko naše države, torej SLO in tako naprej. Veliko jih je bilo torej z organiziranimi prevozi, mislim, da več kot preostale dni in nekako se je že od samega začetka čutilo, da bo današnja tekma nekaj izjemnega. Že po prvem skoku Nike Vodan je bilo čutiti to energijo, to vzdušje med slovenskimi navijači, ki so bili res od prvega skoka na tekmi pa vse do zadnjega, upam si reči, najglasnejši.
Slišali bomo zdaj Niko Vodan. Slovenci so bili precej boljši na ekipni tekmi, kot so bili na posamični, in o tem je po tekmi govorila Nika Vodan. Danes sem res uživala in to je bilo res tisto, kar je manjkalo na posamični. In ja, potem pa še ostala ekipa, ki je itak fantastična. Držali smo skupaj, si petke dajali, preden smo šli gor in res nam je nekaj lepega ratalo. Miha, zakaj se ti zdi, da so bili boljši na ekipni tekmi, kot so bili na posamični? Če bi sešteli zgolj rezultate obeh skokov, vseh tekmovalcev, je bil v moški konkurenci Anže Lanišek najboljši, Domen Prevc pa na drugem mestu. Menim, da zato, ker so si postavili malce preveliko breme. Vsi so nekako želeli priti čim više, si nadeti olimpijsko medaljo že na posamičnih preizkušnjah. O tem so vsi govorili že po teh prvih tekmah tu pred Acu. Domen Prevc je veljal za osrednjega favorita na srednji skakalnici, pa je celo dejal, da bo zadovoljen z uvrstitvijo med najboljšo deseterico. Anže Lanišek je nekako hotel tisto, recimo, maščevanje za Peking, ker mu tam ni uspelo priti do olimpijske medalje, in danes je bilo videti tisto olajšanje, veselje v njegovih očeh, ko je imel okrog vratu zlato olimpijsko medaljo. Pri Niki Prevc vemo, da si je tako močno želela tiste zlate medalje že pred nekaj dnevi, ampak mislim, da je danes bilo pri njej videti precej več sproščenosti na skakalnici, že v smučini, pa potem tudi v zraku. Morda jo je tudi ta energija ponesla, morda tudi bližina njene družine, o tem veliko govorimo, podobno tudi pri Domnu, ki je bilo videti, da je precej bolj sproščen, da precej bolj uživa, da je morda tudi zaradi tega, ker je bila to ekipna tekma, zelo zanimivo je razmišljala Nika Vodan, da so si ves čas čestitali. Morda je tudi to pomagalo, da je Slovenija osvojila zlato medaljo. Ja, prisluhnimo še preostalim Slovencem. Tudi sta najprej Domen in Nika, ki sta v zadnjih dneh podvojila število članov družine Prevc z olimpijsko medaljo. Tisti trenutki od zadnje tekme, ne bom rekla, da so bili težki. Sem čutila veliko stvari, vem, da bi lahko bilo kaj bolje, ampak danes smo skupaj z ekipo naredili odličen dan. Pa nisem bolj zadovoljna zaradi barve, ampak tudi zaradi skokov. Kolajna je kolajna, a ekipna je posamična, je miks, a ne vem kaj, nas je 16,000 se dal spustilo, pa so pa žrebali medalje konc koncev, in to je to. To je to, kar šteje, to je to, po kar smo prišli sem. Upam sicer, da ni zadnja, da bomo še kaj pokazali lepega, dobrega. Tule pa je še Anže Lanišek. Tukaj je skupek vsega, ne? In to, da sem jaz bil tisti, ki se bil pripravljen pogovoriti, pa narediti nekaj, pa pač sprejeti tako, kot je bilo, do tega, da tudi s trenerji smo imeli res tako kratko, jedrnato, nobenega kompliciranja, in to je to. In lepo se je šlo, tako kot sem rekel, in res, hvala lepo vsem. Miha, se mi zdi, da so sploh Anžetu Lanišku, saj se mi zdi, da so vsem, no, ampak sploh pa Anžetu Lanišku zaradi vsega, kar se je dogajalo po včerajšnji tekmi, pa sploh po Pekingu, ko je stal brez mesta na ekipni tekmi, pa kot smo že nekajkrat v oddaji do limita rekli, prišel na igre kot prvi slovenski adut in potem ostal brez tistih ključnih nastopov. Tokrat na tej tekmi pa ni bil le dober, ampak je bil najboljši med vsemi. Ja, bil je res fantastičen, užival je v skokih, užival je v letenju, užival je v tej energiji, to je bilo čutiti ob obeh skokih, ko je doskočil in se peljal v izteku skakalnice, kako vesel je bil, kako mu je, morda je bilo čutiti v tem tudi olajšanje, da mu je uspel tisti pravi skok. Že ko smo prvega pogledovali, smo rekli, ja, to je tisti pravi Anže Lanišek.
Lanišek zmožen je takšnih skokov, zmožen je takšnih daljav tudi na olimpijskih igrah in več kot zaslužil si je, sploh po vsem, kar se je dogajalo v preteklosti, sploh v Pekingu, ko je bil blizu tega, da bi lahko tekmoval za olimpijsko kolajno. Ne nazadnje pa je tudi v tej sezoni znova dokazal, da sodi v sam vrh smučarskih skokov. S 3 zmagami v svetovnem pokalu si je Anže Lanišek v tej sezoni več kot zaslužil tudi sam vrh olimpijskega odra. Zelo zanimivo je bilo videti, kako ga tudi najbližji spremljajo tu iz bližine, odeti v zelenih bundah z žabicami na hrbtu, kot mu rečemo žaba, torej v tem slogu tudi njegovi najzvestejši navijači. In zares se je vse nekako poklopilo tudi pri njemu, kot velikokrat rečejo smučarski skakalci, in da se ti poklopi na olimpijskih igrah, je potrebno ogromno in danes je bil ta dan in čestitke Anžetu. Sem se spomnil besed Petra Prevca, slišali smo ga na Valu 202 pred prvo tekmo skakalno na teh igrah, pred tekmo torej žensk na srednji skakalnici, ko je rekel, da bo za Niko Prevc ključen tisti prvi skok, in se mi zdi, da je bil tokrat ključen prvi skok za Anžeta Laniška. Se je zdelo, da ko je doskočil, mu je padel kamen srca in tudi ni vedel, kam bi šel, je kar v napačno smer zavil in povozil logo na poti do izhoda iz tega doskočišča. Kaj pa, Miha, to pomeni za tekme na veliki skakalnici? V soboto je moška tekma, v nedeljo ženska, v ponedeljek pa še moška tekma dvojic? Ja, zagotovo so po tej zlati olimpijski medalji zdaj apetiti še malce višji, ampak gremo počasi. Nekako mi je ostalo v spominu, ko že omenjamo Anžeta Laniška, ko je opravil svojim prvim skokom in moral hitro na kontrolo. Tam je prišlo do vzklika veselja, ampak fizioterapeut Lojze Petek pa je nekako tam pomirjal situacijo. Sicer se je nasmihal, ampak tako z rokama kazal, da je šele drugi skok v prvi seriji in da gre vse lepo počasi naprej in da naj počakamo do konca. Pa čeprav je bilo že po tistem skoku Anžeta videti, da bo to zares krasno in obetajo se torej tudi krasni skoki na tej večji skakalnici na desni strani. Upamo, nekako morda tudi bolj leži večja skakalnica našim skakalcem kot ta majhna, ko se z njo v zadnjih dneh niso prav ujeli, zato pa mislim, da bo ta velika skakalnica še boljši in lepši izziv. Prej smo slišali, da je bilo lepo vzdušje tudi med slovenskimi navijači. Na tekmi si predstavljam, da bodo mnogi želeli oditi na tekme na veliki skakalnici, vendarle ni velikokrat tako blizu olimpijska preizkušnja Sloveniji kot tokrat. So vstopnice še na voljo? Ja, malce sem se pozanimal in vstopnice so še na voljo, sicer tiste recimo cenejše so na voljo le še za žensko preizkušnjo na veliki skakalnici. Za preostali 2 tekmi pa so na voljo le še tiste najdražje vstopnice na izbranih mestih. Kot zanimivost lahko dodam še to, pred dnevi smo tu pred Acu ob skakalnem centru želeli kupiti uradno maskoto letošnjih zimskih olimpijskih iger, ampak so v trgovini dejali, da jih je tako hitro zmanjkalo in da trenutno nimajo nobene več na voljo in da bodo novo pošiljko dobili šele v sredo. Tako da tisti navijači, ki bodo prišli na veliko skakalnico, na tekme na veliki skakalnici in če bodo pravočasni, si bodo lahko zagotovili tudi uradno maskoto. Sem pa tudi slišal, da so olimpijski vasi najcenejše maskote, tako da če koga poznate, ki je v olimpijski vasi, jo boste tam najceneje dobili. Gremo še k preostalim prizoriščem. Presenečenje med alpskimi smučarkami v ekipni kombinaciji je bila najmočnejša ameriška ekipa v odličnem položaju, da osvoji zlato. Brizzy Johnson je bila najhitrejša v smuku, ko so ostale že opravile svojo nalogo, pa je bila na vrhu zgolj še najboljša slalomistka sveta, a ji ni uspelo priti na zmagovalni oder. Američanke so
ta dvojica torej je ostala brez medalje. Tukaj je Mikaela Shiffrin. The day started with watching Breezy's run in the downhill, which was spectacular. Dan se je začel s spremljanjem Breezynega nastopa v smuku. Bila sem navdušena nad njenim smučanjem. Potem je sledil slalomski trening in priprava, potem pa sva gledali najini reprezentančni kolegici, ki sta osvojili kolajno. Kar spektakularen dan. Kar pa zadeva moj nastop, nisem se počutila dovolj samozavestno. Težko je razložiti, kaj točno moram spremeniti. Me pa čaka še nekaj dela pred naslednjimi nastopi. Different kind of comfort level, which probably people listening are not really going to understand, so it's hard to explain, but anyway, a little bit of work to do in order to prep for the next events. Nina, na koncu najboljši Avstrijki, Redlerjeva in Huberjeva pred nemško dvojico Weidle, Winkelmann in Eicher. Vse drži. Je bila proga prelahka, da bi Shiffrinova naredila prednost ali pa sploh prišla do prednosti? Zelo dobro vprašanje. Zdi se mi, da proga se mi sploh ni zdela tako lahka. Jasno je, da je progo postavljal avstrijski trener, seveda z mislijo na to, da bi njegove tekmovalke oziroma da bi Avstrijke uspele čim bolje opraviti s to slalomsko progo. Bila pa je izjemno zahtevna, se mi zdi. Vsaj, če gledamo na število odstopov, nažalost med njimi tudi Ana Bucik-Jogan, sicer seveda po lastni napaki oziroma taki napaki, ki se hitro primeri v slalomu. Ampak ne vem, če si je Mikaela mogoče samo prav zamislila to progo in če se je, kot je sama rekla, sploh dovolj samozavestno podala na njo, ker pač ne glede na to, kakšna proga je, vemo, da je Mikaela Shiffrin vedno tista, ki bo veljala za prvo favoritinjo in da če ne zmaga, je to verjetno posledica dogajanja v njeni glavi, bolj kot karkoli drugega. Razen te tekme, pa tudi sicer so bile več ali manj uveljavljene smučarke na zmagovalnem odru, pa so tudi na preostalih tekmah alpskih smučarjev zmagovali tisti, ki so spadali med favoriti. Miha Hrobot meni, da je temu tako zaradi tega, ker na teh igrah, za razliko od prejšnjih, alpski smučarji tekmujejo na poznanih progah. Se pozna, da je to klasična proga smukaška. Vsi, ki smo tukaj, smo jo že večkrat prevozili in v bistvu res pridejo do izraza tisti najboljši smučari, najhitrejši smukači in jaz mislim, da je to glavni razlog, da se mogoče ni naredil kakšen presenečenje, tako kot na preostalih olimpijskih igrah do zdaj, ker so bile mogoče te proge malo bolj nove in pač te izkušnje niso prišle toliko do izraza. Ta disciplina, torej ekipna kombinacija, ponuja manj možnosti outsiderjem v primerjavi s klasično kombinacijo, ki smo jo gledali na prejšnjih igrah. Ne? Absolutno, to je vsekakor format tekmovanja oziroma discipline, ki najbolj odgovarja velikim reprezentancam. Jasno, zato so to tudi ekipe, ki zmagujejo, recimo pri ženskah vidimo Američanke, Avstrijke, Nemke, pri moških absolutno v ospredju Švicarji. Tam je bilo pravzaprav rahlo presenečenje, da niso vsa 3 mesta na zmagovalnem odru osvojili Švicarji, tako kot na zadnjem svetovnem prvenstvu. Tako da ja, bi rekla, da je to v bistvu namenjeno tem največjim ekipam, ki potem lahko sestavijo, oziroma državam, ki potem lahko sestavijo več ekip. Ampak je pa, zdaj ne vem, mogoče je to samo moje osebno mnenje, ampak ko sem opazovala dogajanje v Bormiju pri navijačih, pa že na svetovnem prvenstvu v Zalbahu, kako so se odzvali na tak sistem tekmovanja, je pa za navijače pa res eno bolj zanimivih, atraktivnih tekmovanj. Je izjemno napeto, poleg tega pa je še zanimivo to, da se recimo lahko tekmovalci, ki načeloma ne trenirajo skupaj, torej tekmovalci recimo v smuku, ne trenirajo slalomisti, pa se potem lahko veselijo skupaj in je nekaj posebnega. Pa še recimo tako, kot je dejal eden od zmagovalcev iz švicarske ekipe, Tenginev, je rekel, da se mu zdi, da praktično navijači dobijo 2 disciplini za ceno ene. Tisti, ki so prišli na tekmovanje, dobijo najboljše smukače in najboljše slalomiste. Potem pa, če pa primerjamo to s tistim starejšim formatom,
Tam je bilo zanimivo, zato ker so bila možna seveda številna presenečenja, pa tudi manjše države so lahko prišle na svoj račun. Tudi Slovenci smo imeli izjemne uspehe v kombinaciji, ampak ja, so bili pa to mogoče manj gledani dogodki, manj razborljivi dogodki, ker je vseeno malce drugače, manj razborljivo gledati smukača, ki se lomi na slalomu in slalomista, ki previdno odpelje smuk. Včeraj smo poslušali Tangija Nefa, pogovarjali si se z njim in s Franjom von Amnom, torej zmagovalca iz Švice v moški kombinaciji. Precej simpatičnih pogovorov si že naredila. Kdo je nate naredil najlepši vtis v uvodnih dneh olimpijskih iger? Najboljši vtis? Izvzamem recimo slovenske tekmovalce, ki pač so vsi po vrsti odlični. Ne vem, pač res je, da mogoče več spremljam alpsko smučanje, zato sem mogoče nekaterih tekmovalcev že malo bolj vajena, pa lahko vseeno rečem, da je Franjo von Almen en izjemno simpatičen tekmovalec, ki je ves čas nasmejan. In res je, da pač mu gre v tem trenutku, ima 2 zlati olimpijski medalji in je normalno, da je ves čas dobre volje, ampak tudi ko mu ne uspeva, je še vedno krasen sogovornik, ampak bolj mi je bilo pa zanimivo, ko sem šla v Livigno na deskanje, na paralelni veleslalom in sem imela priložnost govoriti potem s starim novim olimpijskim prvakom, Avstrijcem Benjaminom Karlom. Se mi zdi, da je on res naredil zelo veliko vtis name. Pa moram reči, da ko sem ga gledal prek televizijskega prenosa, se mi je zdel nadut, ko sem pa poslušal njega, ko se je s tabo pogovarjal, sem pa v bistvu videl, da je dejansko kar precej prizemljen in simpatičen. No? Ne, dečko, izjemno dober sogovornik, tak simpatičen, pameten, razgledan in vse. In ko sem recimo se pa pogovarjala s novinarskim kolegom iz avstrijskega radia in sem mu omenila to, da si rekel, da si bil malo skeptičen, pa je takoj bil zelo glasen. Ne, Benjamin Karel je res eden najprijetnejših avstrijskih športnikov, res je čudovit, veseli smo, kadarkoli on zmaga in imamo priložnost govoriti z njim, tako da je bilo zelo zanimivo in zame in mislim, da za vse zbrane tam. Tako da te lahko pomirim, da je krasen. Super. Danes najmanj klasična disciplina med alpskimi smučarji, torej super veleslalom za moške. Če bi bila normalna tekma svetovnega pokala, bi bil verjetno izrazit favorit Marko Odermatt. Kaj pa danes? Mislim, da je še vedno med največjimi favoriti Marko Odermatt, čeprav mu na letošnjih olimpijskih igrah še ne gre vse po načrtu. Pa tudi res je, da ima še neporavnane račune z olimpijskimi igrami. Letos je bil izjemno razočaran s 4. mestom na smuku. Res precej težko ga je bilo gledati, ko je hodil po cilju. Nismo vajeni, da je tako nezadovoljen. Potem pač tista srebrna medalja z ekipne kombinacije, ki ga je spravila v nekoliko boljšo voljo, ampak zanimivo mi je bilo pri Marku Odermattu opazovati ga na ekipni kombinaciji, kako je reagiral na smuku, ko ga je recimo prehitel njegov reprezentančni kolega Alexis Monet. Takrat Marko Odermatt verjetno ni točno vedel, da so na njem oziroma da je tik ob njem kamera, ki ga snema, zato si je očitno privoščil kar iskreno reakcijo in ta odziv ni bil morda najlepši, ampak to nikakor ni stvar arogance ali česa podobnega, to je samo zato, ker Marko Odermatt pač ni vajen izgubljati. On je vajen zmagovati in potem, ko ga prehiti nekdo, s komer on ves čas trenira, pa ga na treningih prehiteva, pa ga na tekmah prehiteva, se mi zdi, kot da je bil tisti izraz samo, ne vem, mogoče trenutek neke iskrenosti, ko si je rekel, kaj se zdaj dogaja, zakaj me je še on prehitel. Ampak ja, na super veleslalomu še vedno mislim Marko Odermatt, da bi lahko bil eden glavnih favoritov, je pa res, da se počitno kar malce težko spopada s tem pritiskom olimpijskih iger.
Bomo dobili novega olimpijskega prvaka, v Pekingu je namreč slavil Matijas Majer, seveda zdaj vemo, da ne smuča več. Takrat na stopničkah tudi Aleksandar Omotkilde na 3. mestu tudi ne smuča, tako da ta zmagovalni oder bo kar precej drugačen. Na njem lahko pričakujemo verjetno kakšnega Švicarja, pa seveda ne smemo pozabiti tako tudi na Avstrijce, ampak predvsem na Italijane. Giovanni Franconi, Dominik Paris, oba bosta spet v vlogi favoritov na domači tekmi. Tudi Lorenzo Gali, ki je postavil to superveleslalomsko progo, pa jo je verjetno postavil z mislijo na oba Italijana, ki bosta verjetno v ospredju, tako da mislim, da vseeno lahko pričakujemo nekoliko bolj smukaški superveleslalom. Miha Hroba tudi govori o tem, da pričakuje, da bo postavil kakšno zanko na sami progi. Eden dveh Slovencev bo na tekmi, ob njem tudi Martin Čater. Med biatlonci včeraj zmaga za Norvežana Botna in druga medalja na igrah za srebrnega Francoza Peruja. Danes ženska posamična preizkušnja tudi z Ana-Marijo Lampič, ki podobno kot Jakov Fak, ki se je včeraj vrnil po operaciji kolena z 29. mestom, ni povsem prepričana, v kakšni formi je. Ne vem, kaj pričakovati, ker dejansko nisem tekmovala od Rupoldinga, od tistega šprinta. Vmes me je zdelala gripa, ležala sem 10 dni, v bistvu sem zdaj slab teden na smučkah in dejansko nimam pojma. Ob Lampičevi bo v slovenski reprezentanci še trojica Klemenčič, Repinc in Casarman, prvič pa bodo tekmovali tudi kombinatorci, na srednji skakalnici tudi Gašper Brecelj in Vid Vrhovnik. Nina, Miha, hvala lepa, super se je bilo z vama pogovarjati o dogajanju na olimpijskih igrah, sploh danes po 5. slovenski zlati medalji na zimskih igrah. Hvala pa tudi vam, na drugi strani slušalke, na drugi strani zvočnika, lepo je, da igre doživljate z nami. Danes ob 10. prvi skok nordijskih kombinatorcev, ob 11.30 moški superveleslalom, ob 14. pa posamična tekma biatlonk, vse z oglašani tudi na Valu 202. Danes pa tudi nova epizoda 254,5. Luka in Cene bosta gostila Niko Vodan v Valovskem skakalnem podkastu. Zimske olimpijske igre Milano Cortina. Sledi pa dodatek za vas, ki nas poslušate kot podcast, preden prisluhnemo daljšim pogovorom s skakalci, biatlonci in smučarji, pa kodaj mimo grede. Dnevu primerno bomo govorili o proseku. O pomembnih dogodkih velikokrat nazdravimo z mehučkastim vinom in to velja tudi za uspehe v športu. Olimpijske igre se odvijajo v Italiji, zato je skorajda logično, da bomo uspeh nazdravili s prosekom. Ta ni le prijetnega okusa, ampak je cenovno dostopno in z leti vedno bolj priljubljeno peneče vino. Kako in zakaj je nastalo in predvsem zakaj je tako priljubljeno, spoznavata Katja Stojnič in Maja Stepančič. Mimo grede na olimpijskih igrah. Živjo, sva Maja in Katja. In danes vas popeljeva po Trstu na pokušino Proseka. Proseko je vino, ki izvira iz teh krajev, ampak več o tem nam bo povedal najin sogovornik, poznavalec vin, predvsem lokalnih. Stefano Kozma, ki je z nama tukaj v Cafe Antico San Marco, enem najstarejših lokalov v Trstu iz leta 1914, ima tudi knjižnico, poleg tega ponudbo slaščic, veliko kav in tudi prosecco. Il prosecco è vero che nasce qui come nome. Qui diciamo c'è il prosecco, ma forse quello di Trieste lo fanno in pochi. Pogovarjava se s Stefanom Kozmo, ki je velik poznavalec italijanskih vin. Posebej danes sva ga srečali zato, da se pogovarjamo o enem tradicionalnem in zdaj tudi zaščitenem vinu prosecco. Tako, nisem vedela, da se je v bistvu leta 2008, torej eden od večjih proizvajalcev odločil, da bo to ime zaščitil, da ga v bistvu ne morejo ostali uporabljati in je tudi zato pridobil na vrednosti. Ja, res je, in ta vrednost se šteje v milijonih, ampak da ne prehitevamo, morda za trenutek poglejmo na začetek. Zakaj prosecco in kdaj prosecco? Questo paese piccolo, perché prosecco o prosec già nel 500 produceva un vino che era fatto con diverse uve bianche. Ja, prvi zapisi o proseccu so se pojavili že v 16. stoletju.
In ta proizvodnja se je v bistvu začela resnično tukaj v Proseku. Vinograde so imeli posejane ob Tržaški obali, od Proseka do Nabrežine. E questo vino, pur essendo fatto solo fra le zone di Prosecco, Contovello, Santa Croce, qualcosa anche forse Aurisina, Duino, non c'era la strada costiera, quindi i vigneti scendevano fino al mare. Kot razlaga Stefano, so gledali te vinograde v hribčku posejane, ampak že potem v naslednjih stoletjih je ta Prosecco začel nastajati oziroma so ga proizvajali tudi v Benečiji. Benečija je bila prej, v bistvu vse je bilo skupaj. Tako. Non era proprio un vino spumante perché ancora non c'era, diciamo, la tecnica della spumantizzazione metodo classico, cioè il champenoise come è nato nel 600. To še ni bilo pravo peneče vino, ker takrat še ni obstajala tehnika klasične peneče fermentacije, torej šampanjska metoda, kot se je razvila v 17. stoletju, razlaga Stefano Kozma. Ko pa so ljudje to peneče vino Prosecco potem poskusili, so ga hodili kupovati iz Nemčije, drugih delov Italije, Francije, Madžarske in Avstrije. To vino je postalo tako pomembno, tako cenjeno, da najdemo na primer tudi pesmi v furlanščini, denimo pesnika iz 17. stoletja, Hermesa iz Coloreda. Che troviamo ad esempio delle poesie in friulano di metà 600, si chiamava Hermes di Colloredo, era un diplomatico, che dice il Prosecco cui il Friul porta il vant, cioè di cui il Friuli porta il vanto. To pomeni Prosek, s katerim se Furlanija ponaša. Una parte del Prosecco che viene venduta a 3 euro bottiglia va bene per fare lo spritz-aperol. No, e basta. Stefano razlaga, da tisti resnično zaščiteni, dobri proseki, ki nastajajo v Benečiji, v kraju Valdobbiadene, ki imajo tudi oznako DOC, lahko stanejo tudi nekoliko več, ker je tudi proizvodnja nekoliko dražja, se pravi 15 do 20 evrov. Ja, ampak to je neka garancija, da boš dobil to, kar kupiš. Tisti proseki, ki pa jih dobite za 3 evre, Stefano pravi, da so dobri le za Aperol špric. Ampak dokler bomo mi to kupovali, bodo oni to proizvajali. Mogoče še vprašanje, kateri hrani pi pasal Prosecco? Diciamo che il Prosecco intanto è un vino da aperitivo soprattutto. Stefano razlaga, da je Prosecco v bistvu pijača za pozdrav, za aperitiv in da se ga v večini primerov niti ne pije ob hrani, ampak če že pijemo Prosecco ob hrani, pravi, da ta zelo paše z ribami in pa z jeguljami. Prosecco rosé, jegulja na žaru. Ja, da zgubi maščobo. Ne vem, kaj razlagal, jaz ne bi tega poskusila, ampak mu zaupam, zgleda kot da obvlada. Ampak jaz pa predlagam, Maja, da tudi zdaj mi probamo en Prosecco. Ja, predlagam, da ga naročimo oziroma da ga naročita. Jaz vozim, tako da jaz bom samo gledala. Allora, ja, da vidimo Evocin. Na zdravje. Na zdravje. Ma intanto di uno spumante bisogna guardare il perlage che sale, no? Le bollicine. Aha, moramo pogledati, če ima mehurčke, pravi. To je ključna stvar, tako kako se dviguje. E questo ha un perlage molto raffinato, molto fine. Zelo prefinjene majhne mehurčke ima tale. E anche un bel colore, perché Lepe un colore giallo carico. Non come altri prosecchi, sono un paglierino più tenue, più... To je v bistvu bolj močna barva za Prosecco, bolj rumena od ostalih, kar pomeni, da ima močno, posebno strukturo. Na zdravje, čim? Assaggiamo. Mimogrede na olimpijskih igrah. Maja in Katja sta se povabili na Prosecco v Trst, jutri pa vas v oddaji Mimogrede povabimo na pico. Milano Cortina 2026. Nazaj v predaco in k zlati medalji slovenskih skakalcev. Najprej bomo podoživeli, kako se je skakalna tekma slišala na Valu 202. Reporter
je Luka Dolar. Zdaj bodo visoko zaplapolale slovenske trobojnice, kajti na vrhu je že Nika Vodan. Nika je v zraku, lep skok v poskusni seriji, tudi tokrat pa bravo Nika Vodan. Super začetek za slovensko reprezentanco, drugi za Slovenijo pa zdaj Anže Lanišek. Poskusni skok ni bil sanjski, če lahko rečem temu tako, 99 metrov, ampak naj samo ponovi vse skupaj, pa bo čisto v redu, precej bolje kot včeraj. Visoko je zdaj Anže, gremo, bravo Anže, bravo Anže, to pa je to, ima tisto med nogama, kar je včeraj pozabil, kako zdaj slavi, kar zapeljal se je čez Milano Cortina 2026 v izteku skakalnice. Nika Prevc, zelena luč in je že v nizkem počepu. Nika zdaj samo mirno, tako kot znaš, gremo, tudi ona je prišla precej nizko, Nika Prevc zelo zadržan skok, vseeno pa kar lepo čez tisto zeleno črto, ki je bila celo pri 92 metrih ob zares slabih razmerah in 97 metrov in pol za Niko Prevc v prvi seriji je več kot dovolj za prevzem vodstva, zanesljiv doskok, še zadnji slovenski skok pa v tej prvi seriji. Domen Prevc v poskusni seriji 98 metrov, vidimo, da skače z 15. zaletišča. Domen je zdaj dobil znak Roberta Hrgote, gremo še enkrat, še en lep skok Domna, mirno, dobro izgleda Domen, bravo Domen, mirno, ni se še priklonil, to se stori na koncu tekme in upajmo, da se tudi bo. Zdaj še en odličen skok privoščimo Niki Vodan, 100 metrov v prvi seriji v zraku, tudi tokrat mirno, kar lepo izgleda čez prelet, bravo Nika. To je bil še en zelo lep skok za Niko Vodan, ki potrjuje prvo mesto Slovenije tudi po petem današnjem skoku, 98 metrov, Hrgota pa je že zamahnil Anžetu Lanišku. Dajmo še enkrat Anže, 102 metrov v prvi seriji, zdaj le je Anže odrinil, še enkrat gre mirno, to sploh ne izgleda slabo, bravo Anže Lanišek, tudi tebi hvala lepa za današnjo predstavo, super, zelena luč pa za Niko Prevc. Finalni skok, slabe volje je bila po prvi seriji 97,5, zdaj potrebuje samo 86 metrov za prevzem vodstva, bolj mirno je Nika Prevc, je šla zdaj le na 98 metrov nekje z lepim doskokom, 98,5 za Niko Prevc. Slovenija gre po zlato medaljo, tole zdaj že kar malce upam večkrat ponoviti, gremo pa zdaj Slovenija, gremo Domen Prevc po zlato olimpijsko medaljo. Pripravljen je že na vrhu zaletišča, Robert Hrgota čaka, zelena luč se je prižgala, 88,5 potrebuje Domen za zmago, za zlato kolajno, Domen je v zraku, leti, še Domen! Je! Zlata medalja! Priklon Domna Prevca! Imamo jo! Bravo naši orli in orlice! Tule pa sta še dva trenerja in novi olimpijski prvaki iz Slovenije. No, ena je stara, Nika Vodan je ubranila naslov, Domen in Nika Prevc ter Anže Lanišek pa so prvič zlato medaljo imeli okoli svojega vratu. Nika, čestitke, ponovno zlata, ponovno olimpijska prvakinja. Če začneva na tistem zmagovalnem odru, ta zadnji skok, doskok na zmagovalni oder, je bil to najlepši, najboljši skok? Ja, definitivno. Nekaj posebenega. Zasluženo smo si priborili to zlato medaljo in res ne vem, zdaj, ki podoživljam pa pogledam za nazaj, ne vem, od kje sem jaz potegala danes te skoke. Danes sem res uživala in to je bilo res tisto, kar je manjkalo na posamični. In ja, potem pa še ostala ekipa, ki je itak fantastična. Držali smo skupaj, si petke dajali, preden smo šli gor in res nam je nekaj lepega ratalo. Nika, to energijo, ki ste jo omenili, je bilo čutiti od začetka, od vašega skoka pa vse tja do konca. Pri vašem prvem skoku je bilo čutiti, da bo danes nekaj velikega. Ste to čutili tudi vi? Še na poskusnem skoku nisem verjela, da bom lahko danes tako dobro poskakala. Res sem ven prikazala vrhunski skok že takoj prvega in res še pred tekmo vem, da smo se nekaj pogovarjali, da imam kar težko konkurenco poleg sebe v prvi skupini, ampak
res mi je uspelo v bistvu popeljati najprej Slovenijo na prvo mesto in to smo držali do konca in res en za drugim ukazali neverjetne skoke. Že prej sva z Jurijem govorila, da je ta timski duh, to je nekaj posebnega, sploh danes v tej zasedbi. Ja, res. Ekipa je to, kar pač res dela neverjetno. Res lepa zahvala čisto vsakemu, ki stoji ob strani, ki nas podpira. Od vsega osebja danes, od fantov do ženske ekipe, od družine. Družina je tukaj moj mož. Ta objem je tudi nekaj posebenega in sem ful hvaležna, da je tukaj z mano. Nika, družina je najpomembnejša. Danes solze, drugačne, zlate solze, to so prijetne solze. Res, danes bom po moje še kar jokala, pa podoživljala vse skupaj, ampak zaslužene solze. Jaz bom rekla, boljše solze, kot so bile na posamični in še mož mi je rekel, da danes pa lahko jokaš pred kamero. Anže, včeraj ste rekli, da ste nekaj pozabili doma, danes ste očitno vzeli pravo orodje iz delavnice. Ja, sem vzel zgleda ta pravo. Ja, kaj ne rečem, super. Kot prvo bi se res zahvalil trenerjem za današnje zaupanje, da so me dali v ekipo. Poj seveda mojim najbližjim, Meti, Nasti, ki so bili tukaj. In ja, ne vem, kaj ne rečem, izpopolnitev nekih otroških sanj in ja, odlično. Zdaj jo imate, morda v Pekingu tisti udarec, da niste bili tokrat, to zaupanje je bilo in zdaj jo imate in kar tako je tudi zlato. Ja, nisem sploh nič razmišljal danes, res, bo medalja, ne bo, pa potem tudi pač samo to, da res oddelam tako, kar najbolj znam in da se res, da gremo na polno in ja, da pač uživamo. Nika, sedaj jo imate, sicer jo ne vidimo, ste jo skrili, samo da je pri vas v roki, tako je imajo. Nika jo ima, saj za radijske potrebe jo ne rabite dati gor, samo da jo imate. So bili težki trenutki od zadnje tekme, danes pa smo videli, ves čas ste bili osredotočeni in na koncu tudi zelo nasmejani. Ja, pa tudi tisti trenutki od zadnje tekme, ne bom rekla, da so bili težki. Sem čutila veliko stvari, pa vem, da bi lahko bilo kaj bolje, ampak danes smo skupaj z ekipo naredili odličen dan, pa nisem bolj zadovoljna zaradi barve, ampak tudi zaradi skokov. To je tisto, kar mi vedno rečete. Če so skoki pravilni, če nekdo je pač boljši, je boljši, vas je to žrlo najbolj po soboti. Ampak tole danes, predvsem drugi, vsaj z mojimi laičnimi očmi, zelo lepo. Ja, prvi spet ni bil tisti čisto dober skok. Drugi pa sem rekla, da si moram pač enostavno zaupati in še enkrat skočiti, tako kot vsi ostali in uspelo nam je. Samo še tole, ste se zavestno odločili, da ne boste šli na trening takoj po soboti. Tu ste bili in Katri Komar celo nesli smuči. Ja, mislim, to so se skupaj z Jurijem odločila, ker jaz hitro začnem potem kvačkati malo z glavo in vsem, ampak še vseeno sem pač razdalja ravno prava, da sem naredila en iztek, potem sem pa še pogledala so tekmovalke, kako skačejo. Nika, najlepša hvala in res še enkrat hvala, da ste nam pokazali tudi to vašo drugo kolajno. Vidimo se, če ne prej, v soboto. Domen, kaj ne drugega rečem, imate jo tudi vi, krog je sklenjen pri Prevčevih v Dolenji vasi. Pa ja, sem zelo vesel, da je Nika izpustila ta trening in ne vem, da se ni danes zakvačkala oziroma po njeno zakleklala.
in da je uspela prikazati res fenomenalne skoke, da je še mene odigrala in sem rekel, sem še svojo delač in na koncev zelo sem glih statistiko dobil, sva z Anžetom prvo, drugo mesto dobila in se je še res fajn zasluženo, tudi nekaj dodala piko na i mozaiku in na koncu na tej majhni pručki, kjer so razlike zelo majhne, smo dobili to zlato medaljo, ker ne vem, začneš sanjati, poj začneš verjeti, poj pa nekako prije sem, zdaj pa treba zares narediti, delati nekaj in veliko stvari se mora poklopiti, vsak skok šteje in pred zadnjim skokom sem bil tako nervozen in sem si mislil samo pej udelaj, ker toliko majhne razlike in padec bi lahko vse spremenil in nekako s tem sem probal iti mirno in oddelati svoje. Robert Kranjec, ko je prišel iz Salt Lake Cityja, mi je rekel, imam kolajno, ampak jo imamo, je ekipna, ni samo moja. Kako vi gledate na to? Mislim, jaz, kolajna je kolajna. A ekipna je posamična, je miks, a ne vem kaj, nas je 16,000 se dol spustilo, pa so pa izžrebali. Medalje, konc koncev in to je to. To je to, kar šteje, to je to, po kar smo prišli sem. Upam sicer, da ni zadnja, da bomo še kaj pokazali lepega, dobrega. Predvsem se veselim prihodnjih dni na večji skakalnici, kjer bom lahko malo bolj zadihal, začel uživati in nekako s tako lepo popotnico z manjše skakalnice šel gor, ampak predvsem, da se vrnem zdaj nazaj, pač res medalja, nekako začetek sezone sem rekel, če bo ena izmed teh treh stvari, da sem pa že vse tri obklukal, pa res nimam kaj več štrikati in lahko grem sam še dalje. Samo še tole vprašanje imam za vas. Ko prvi opravi tako, kot je Nika Vodan danes, je lažje? Pa ja, seveda ti da eno lepo popotnico, ker pač na koncu zeleno črto moraš preskočiti, to je to, ne kompliciraj in nobenega ni več za tabo, ker ti lahko karkoli zamenjaš v vrstni red in v bistvu Nika imela eno zelo zahtevno nalogo, ki je s prvim skokom z odliko odpravila. Ja, in kar takoj k Robertu Hrgoti. Robert, tule spodaj so se veselili 4, na vrh ste se veselili 4. Tole je zares izjemen lep dosežek danes in lepo skakanje. Ja, če smo bili včeraj mogoče v izteku bolj razočarani, ne na rezultatom, ampak na nivojem skakanja, lahko rečem, da sta Domen in Anže danes res oddelala, kar se pričakuje, ne kaj mi pričakujemo, ampak kaj sta sposobna in začela je Nika udarno. Nekako smo se z Jurijem pogovarjala in nekako se mi zdi, da je ona najbolj primerna za začetek in je res potrdila spet to vlogo in potem se je samo nadaljevalo. Kaj je bilo danes predvsem, oziroma v tej noči, kar sva se včeraj pogovarjala, pomembno pri Anžetu? Anže danes, kot da je bil nekdo drug. Ja, je bil. Včasih se treba malo umiriti, pogovoriti, določene stvari dati ven iz sebe in to pomaga in ko potem nekako čustva umiriš, daš na stran, lahko potem funkcioniraš in to je Anžetu res lepo uspelo. Zlata medalja že pred 4 leti, zlata medalja danes z izjemo Nike Vodan, pa takrat Križnar, druga ekipa. Ja, 4 različni priimki v bistvu, ne, danes. Ja, samo poudarja, da v bistvu, da se je lepo videti, ne, da ne sloni vse na enih, da v bistvu je ekipa močna, da ni samo posameznik in danes je ekipa zmagala. Juri, čestitke, zlata olimpijska medalja, to je nekaj, o čemer se sanja, o nekaj, čemer se trdo gara in potem, ko pride do tega dosežka, verjetno pride tudi do nekega, ne vem, enostavno odleže ali kako je v tem trenutku? Ja, seveda odleže, jaz mislim, da je tudi predvsem Niki Vodan in Niki Prevc odleglo. To so bili danes sploh prvodanovi drugačni skoki, res za ekipo.
tukaj blesti in danes je že v prvi grupi postavila letvico, ki smo jo držali do konca. Ravno to, že po prvem skoku je bilo jasno, da bo Slovenija danes pri samem vrhu. Tako Nika kot Anže sta danes pokazala mojstrske skoke. Ja, danes sta naredila tisto, kar sta v preteklih dneh mogoče malo zadržana bila in danes, ja, ekipa je tako, ali ti doda dodatnega malo, ali pa ti nekaj vzame in danes je dodala, danes je bila ekipa prava in tako se je rezultiralo. Na takšnem prizorišču, s takšno publiko, s takšno četverico v zraku priti do zlate medalje, tudi za vas je to prva zlata olimpijska medalja. Ja, tudi zame je prva zlata olimpijska medalja, kot tekmovalec nobene nisem imel. Zdaj pa v bistvu že ta druga medalja na tem prvenstvu, pa še nismo konc in ja, nekaj najlepšega, kar se lahko trenerjem zgodi. Zimske olimpijske igre. Slovenski biatlonci niso bili pri vrhu 20-kilometrske posamične preizkušnje, najboljši je bil Miha Dovžan na 20. mestu z enim zgrešenim strelom, zadnjim na tekmi. Jakov Fak pa je bil 22. v svoji prvi tekmi po operaciji kolena pred tedni. Z obema se je pogovarjal Uroš Vovk. Miha, 20. mesto na koncu na tej zelo, zelo zahtevni tekmi, ki je vedno zahtevna, na višini 1600 metrov še toliko bolj. Škoda samo zadnjega strelskega postanka, ker bi bila 15-terica. Ja, res je. Tekma je bila zelo zahtevna. Že od štarta sem začel nek svoj ritem. Tudi Polak, ki je za nami naštartal, me je ujel hmal in potem v bistvu 4 kroge tekla skup in me je v bistvu ta njegov ritem zelo odgovarjal. Pred streliščem sem zmeraj majhen spustil ritem, da sem bil malenko z manjšim pulzom na streljanju in sem suvereno odstreljal od teh 19 strelov, ampak žal zadnji biatlonski strel, če temu tako rečemo, je šel mimo, ampak če potegnem črto na koncu, sem zelo zadovoljen, glede na to, kakšna sezona je letos do zdajle, je to res en lep rezultat in sem vesel, da mi ratal glih na olimpijskih igrah. Veseli smo tudi mi za vas. Nam lahko opišete razliko morda strelskega postanka v Anterselvi pa na kakšnem drugem, nekoliko nižjem postajališču svetovnega pokala, tradicionalni postaji. Kaj tu, kako tu dela srce, ko pridete na postanek? Ja, sej na televiziji nas gleda mogoče toliko zahteven, kot pa v resnici je. Sam prihod je zelo zahteven, ker glih majhen pred streliščem spet dvigneš srčen utrip in je zelo težko to umiriti. In če prideš glih v takmu rangu srčnega utripa, se velikokrat začnejo tudi noge tresti in ko se pa enkrat začnejo noge tresti, tam pa nastane težava in sem vesel, da danes se meni niso zatresle noge in sem bil zelo miren na stališču. Norveška ima znova olimpijskega prvaka, Boten za vas presenečenje ali ne? Ne, smo pričakovali, da Norvežani so res pripravljeni dobro. Veliko so preživeli na veliki nadmorski višini. Mi sicer zadnje priprave nismo na taki visoki nadmorski višini. Sem mislil, da bom imel malenkost več težav s to nadmorsko višino, ampak sem si zadal tak ritem, da mi je ustrezal celo progo in na koncu zadnji krog sem tudi lahko pridobil nekaj mest v teku. Jakov Fak, prva tekma po operaciji, prva po daljši odsotnosti. Vem, da ste trenirali seveda nekaj malega, ampak kako težka je bila ta vaša olimpijska Anterselva? Tako, če bi oceneval vse moje nastope na olimpijskih igrah, je ta bil najtežji, zlasti zaradi tega, ker sem prišel v bistvu brez tekmovalnega ritma, brez tekem. In že na samem prihodu tukaj, ko me je trener imel v mislih za mešano štafeto, sem rekel, da se ne počutim še dobro, ker sem res veliko intervalnega treninga naredil, preden smo šli sem in enostavno nisem prišel k sebi pravočasno. Ampak to je bil vložek, ki sem ga mogel vložiti in probati rešiti, kar se reši da. Tako da tekaško daleč od tega, kar sem pričakoval, tudi zaostanki so ogromni v teku, tako da s tem ne morem biti zadovoljen. Pri samem streljanju je pa bilo nekaj več nervoze, kot bi jo sicer pričakoval, ampak
glede na vse okoliščine nekako tudi normalno. Žal mi je edin, da sem v lažjem položaju zgrešil dvakrat. Stoje sem se boril vsak strel posebej, ni bilo enostavno, ampak sem probal izvleči maksimum iz sebe in mogoče edina svetla točka, kar bi jo lahko izpostavil, je bilo zadnjih, 400 metrov današnje proge, ker sem kljub temu, da nisem dobro niti videl proge, da sem imel po mojih občutkih zelo malo kisika še v možganih, da sem kar veliko iztisnil iz sebe v zadnjih 300-400 metrov. Ja, opazoval sem vas, ko ste prihajali tu mimo, krožili seveda na tej najdaljši preizkušnji, pa se mi je zdelo, da ste tu ravno v finišu, tako kot ste dejali, stisnili vse možno in delovali še najbolj sveže. Rekli ste, leže, 2 zgrešena strela, je tudi pomanjkanje treninga, prej pride recimo napaka na lažjem kot tam, kjer je težje, pa nekako izbrskate ven izkušnje? Mislim, po sami osnovi je ležeči položaj malo bolj enostaven, ker sicer je manjša tarča, ampak je tudi puška pripeta na telo. Je pa tle problem, če se ne moreš povsem sprostiti. In lahko glavo sprostiš vse, mislim, da sem to imel zelo dobro naštelano, ampak ostane včasih, mečka nemira v telesu, ne? In lahko je to ena roka ali pa rama, ki po izdihu ni povsem vse na mestu in mečkan zavibrira v nepravem času in se zgodi napaka. Tako da, zdaj je, kar je. Žal za to preizkušnjo bi mogel streljati 4 ničle, pa še vse ne bi bilo zadost za kaj več, ampak kljub temu, jaz moram gledati na svoj nastop in ne morem biti zadovoljen, če sem zgrešil 2 strela od 20. 20 je en ritem, sprint je nekaj povsem drugega. Koliko eksplozivnosti menite, da imate? Mislim, tako bom rekel, da te olimpijske igre bojo en ogromen izziv zame, ker 20 je en ritem, v šprintu bo treba predvsem bolj stiskati in upam, da bom rekel bolj podoben sebi v zadnjih 400 metrih kot v prvih 19 km 600. Danes bodo na vrsti še biatlonke, posamična tekma ni najmočnejša disciplina Anamarije Lampič, 4-krat je treba na strelišče, vsak zgrešen strel prinaša minuto pribitka. Je pa Tomaž Langerholc opazil, da je Anamariji Lampič na treningu šlo dobro. Anamarija Lampič, uradni trening pred 15-ko je za vami, videli smo, zelo lepo so tarče padale tudi v streljanju stoje. Moram reči, da zdaj, odkar sem prišla po bolezni nazaj, kako bi rekla, da imam tisti boljši občutek, kot sem ga imela polet, ampak drugače pa enostavno res sploh ne vem, kako bi opisala, ne vem, kako se počutim ali pa kaj sploh pričakovati, ker dejansko nimam pojma. Kako se počutite na progi? Siguran je profil proge, lahko rečeš, nezahteven, ampak glede na to, da smo na nadmorski višini, se v bistvu res, se mi zdi, matramo in prihod na strelišče je zelo zahteven. Tudi videli smo v mešani štafeti, da ni pametno se zaletavati, ker lahko, smo videli, tudi so bili ob medalje, ampak moram reči, da ne vem kaj pričakovati, ker dejansko nisem tekmovala od Ruhpoldinga od tistega šprinta, vmes me je zdelala gripa, ležala sem 10 dni, v bistvu sem zdaj slab teden na smučkah in dejansko nimam pojma. 5. tekmovalni dan prinaša 5. disciplino v alpskem smučanju, 3. moško. Prvi favorit znova prihaja iz Švice, to je najboljši smučar zadnjih let Marko Odermatt, slovenske barve pa bosta branila Martin Čater in Miha Hrobat. Z njim se je pogovarjala Nina Smole. Miha, najprej me zanima, kako ste preživljali, ne bom rekla prost dan, ker vem, da je bil trening na vrsti.
Ja, v bistvu včeraj je bil prost dan, malo sem si spočil, malo sem obiskal družino, ki stanuje tukaj blizu Bormja. Je bilo kar prijetno otroka spet malo videti po dolgem času, tako da sem si nabral moči. Danes smo imeli en krajši trening, v sredo pa na polno je štarta. Greva najprej mogoče na to, ne, ko omenjate, da ste obiskali družino, da ste preživeli trenutke z njimi, kako lepo je na tako velikem tekmovanju imeti ob sebi svojo družino najbližje. Ja, je kar posebno. V bistvu zadnje 2 olimpijade sta bile malo daleč od Slovenije. Si pač tega niso mogli privoščiti, zdaj pa zelo lepo. Tudi otroka sta že lih v takih letih, da imajo malo jasen vse skupaj. Zelo rada smučata, tako da so že 2 dni smučajo tlele v okolici, tako da je zelo, zelo lepo videti. Pa se zavedate veličine tekmovanja, veste, kaj so olimpijske igre? To mogoče še ne, ampak sta zelo na glas navijala, sem dobil posnetke, tako da je zelo lepo videti. No, se pa tega verjamem, da zavedate vi. Zdaj prihaja še superveleslalom, zadnja preizkušnja teh letošnjih olimpijskih iger. Kakšne proge si za zaključek želite? Kaj bi bilo tisto, kar bi bilo vam pisano na kožo, ko govorimo o superveleslalomu? Težko bi rekel, kaj točno bi si želel. Dobili bomo verjetno, kakor poznam postavljavca, kar težko postavitev. Verjetno bo kakšno veliko past postavil, ponavadi na treningih jo je. Tako da bo verjetno kar zelo tehničen pa taktičen Super G. Bolj zavit? Ja, tudi. V bistvu je tak postavljavec, da rad postavil malo bolj naravnost, pa pol kakšno po našemu žargonu rečemo kluko, da zavije kakšne par vrat, tako da jaz nekaj tazga pričakujem. Zdaj, ko pa govorimo recimo mogoče ali rezultatsko ali pa ne vem, po občutkih, kaj je tisto, recimo, s čimer bi bili vi po koncu zadovoljni, samo govoriva pač o superveleslalomu. Zelo rezultatsko v superveleslalomu nisem razmišljal. Rad bi pokazal tisto najboljšo vožnjo, najbolj možno, kar je napadalno, da ne bom delal nekih nepotrebnih napak. Tako da ja, v bistvu sem v preteklosti že pokazal, da če ne delam napak, pa da sem lahko napadalen, sem lahko visok, ampak koliko visok bomo pa videli v sredo. Oprema, zdravje, oboje na svojem mestu? Ja, oboje štima. Super. Zdaj, ta največja tekmovanja večkrat postrežejo s kakšnimi presenečenji. Za nami sta 2 tekmi, presenečen skoraj da nič. Kako to, kaj je mogoče po vašem mnenju tisto, kar je tukaj odločilno, da ne spremljamo kaj tako zelo razborljivega, kar se tiče tistih na vrhu? Jaz bi rekel, da se pozna, da je to klasična proga smukaška. Vsi, ki smo tukaj, smo jo že večkrat prevozili in v bistvu res pridejo do izraza tisti najboljši smučari, najhitrejši smukači in jaz mislim, da je to glavni razlog, da se mogoče ni naredil kakšen presenečenje, tako kot na preostalih olimpijskih igrah do zdaj, ker so bile mogoče te proge malo bolj nove in pač te izkušnje niso prišle toliko do izraza. Ste morda kaj spremljali ekipno kombinacijo, kakšno je vaše mnenje o tem formatu tekmovanja? Ja, sem jo pogledal na televiziji. Meni je zanimiva tekma. Sploh je lepo videti na koncu v bistvu to ekipno veselje, ker govorimo o alpskem smučanju, ki je individualen šport, ampak je v bistvu zelo ekipen. Cel let preživimo skupaj z ostalimi tekmovalci, z trenerskim štabom in smo neka ekipa. In meni je zanimiva stvar. Upam, da v prihodnosti dobim priložnost nastopati na tej tekmi in bom z veseljem nastopil. Ja, recimo, vi ste en tak tip tekmovalca, za katerega je taka tekma bolj dobrodošla kot tista klasična kombinacija, kot smo jo poznali, ker se verjetno ne bi spravili smučati slaloma, ali se motim? Ja, v bistvu je tako, pač zelo težko je za smukača konkurirati na tej klasični kombinaciji enemu slalomistu, ker se v slalomu v zadnjem času res pozna v bistvu ta klasični slalomist, je veliko hitrejši in tudi v samem smuku oziroma na koncu, ko smo vozili že Super G pa slalom,
žal se mi nismo mogli take prednosti nabrati, da bi pol tekma bila enakovredna in so bili v bistvu slalomisti zelo v spredju. Pa tudi v bistvu trenirati slalom in smuk je bilo v bistvu zelo časovno nemogoče in zato jaz mislim, da je bila pravilna odločitev. Prisluhnimo še najboljšima v ženski kombinaciji. Zlato sta osvojili Avstrijki Ariane Redler in Katarina Huber. Redlerjeva je bila druga v smuku, Huberjeva pa v slalomu pridobila mesto za prvo avstrijsko alpsko zlato na teh igrah. Po tekmi ju je ujela Anja Hlača-Ferjančič. Ariane und Katharina, Sie sind Olympiasiegerinnen. Wie fühlt sich das wahnsinnig? Sie sind total froh. Ja, es ist so cool und vor allem das so gemeinsam zum Erleben, zum Feiern und zum Gewinnen, das ist einfach so cool und ja, ich glaube, wir können es noch gar nicht glauben, wir sind einfach nur so dankbar, dass das jetzt einfach passiert ist. Ja, ich glaube, das sagt schon wirklich. Ich glaube, wir sind richtig glücklich schon gewesen, dass wir zwei gemeinsam in einem Team fahren haben dürfen und dass das heute am Ende vom Tag mit Gold so ausgeht, glaube ich, hätte sich keiner so wirklich erträumen, erwünscht und ja, wir haben es trotzdem geschafft. Super, genießen Sie Ihren Tag. Danke. To sta bili presrečni olimpijski prvakinji Ariane Redler in Katarina Huber. Ariane je najprej dejala, da še kar ne dojemata, da sta res zmagali, da je preprosto neverjetno in da sta neskončno veseli in hvaležni, da se je to zgodilo. Katarina pa je dodala, da je bila že zelo vesela, ko je izvedela, da bo sploh v ekipi z Ariane, da se je že to zdelo imenitno in da zdaj dan končujeta zlato medaljo, je pa sploh nekaj zelo, zelo posebnega. Hvala za vašo pozornost. Jutri bomo znova tu na spletu in v etru v oddaji Do limita. Uživajte, se slišimo.